Imeti nekaj ni greh. V Stari zavezi je celo to blagoslov, da imaš, da se ti bogatstvo širi. Ampak že v Stari zavezi 5. Mojzesova knjiga, 8. poglavje. Imate tisto, ko duhovniki beremo, ko gremo blagoslavljati neko novo hišo. Ko boš jedel do sitega, zidal lepe hiše in v njih prebival, ko se ti bo množilo govedo in drobnica, množilo srebro in zlato in vse tvoje imetje, glej, da se tvoje srce naprevzame in ne pozabiš Gospoda svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Pozor, pravi je že Stara zaveza. Zdaj razumem, da ti slediš Bogu, ne? Ker si v stiski, ker si sužen, ker si v puščavi. Ali boš potem sledil Bogu tudi takrat, ko boš imel lepe hiše, ko boš imel goved, danes bi rekli 2 avta pred hišo, ko se ti bo množilo bogatstvo, ko boš zdrav, ko te ne bo prva infekcija pobrala, medicinski napredek, ko bo svoje naredil. Opozarja, torej, tu bolj v duhovnem smislu seveda opozarja, da človek v blagostanje nosi s sabo en trik, eno skušnjavo, da se enostavno sedeš dol. In to imam tudi v Lukovem evangeliju 12. poglavje, tisti bogataš, reče, kako mi je polje dobro obrodilo, zdaj bom pa rekel, duša moja, sedi se dol, uživaj, počivaj in bodi brez skrbi, potem pomre. Potem se sprašuje, zakaj se pa me zdaj zgodilo, da sem pomrne. Torej, in navrljivost blagostanja ni samo svetopisanska tradicija. Našel sem v pesniku Hesiodu, oziroma v tiste knjige o grški mitologiji, ki potem povzame razne pesnike, avtor je en Nemec, ki se to poznate. No, tam Hesiod piše, 300 let pred Kristusom približno, piše o stvarjenju človeškega rodu. In opisuje, kako torej bogovi poskušajo ustvariti človeški rod in potem najprej ustvarijo zlati rod. In ta zlati rod, bi rekel, nekako označi, to je harmonični rod. Dela, se trudi, pa uživa sadove svojega dela. Potem bogovi eksperimentirajo naprej in ustvarijo srebrni rod. To pa je rod, ki neha delati. Pravi Hesiod, uživajo, ostanejo mladi do 100 let, do 100. leta starosti živijo pri starših, ne spoštujejo bogov, ko pa dočakajo 100 leta, se hitro postarajo in umrejo. In ta rod imenuje srebrni rod. In potem bogovi vidijo, da ta srebrni rod ni vredo in ustvarijo bronasti rod, ki pa je agresiven, ki je brutalen, in ki ustvari neko družbo, v kateri zavlada pravica močnejša, fašizem tudi. Ampak zanimivo, že takrat so zaznali, pozor, ni dobro človeku, če ima preveč ta srebrni rod. Nima odgovornosti do drugega, ne spoštuje staršev, jih izkorišča, se vara z neko večno mladostjo in je tudi ateističen. Torej, tako Stara zaveza, kakor grška mitologija, smo videli, imate na koncu eno podobno tezo. Pozor, pazite se, blagostanje vas lahko zavede. In jaz upam trditi, da je nekaj takega se zgodilo z nami zadnjih 15 let. Jaz bil študentski duhovnik v Mariboru, pa sem mladino potem tudi še toliko bolj lahko opazoval pa to intelektualno mladino. Mladi so recimo pred 20 leti je prišel en komad od skupine Zmelko, ki govori, smisel življenja je ležanje na plaži, zmožganje na off, živavo na straži. Torej, in mladi to danes pojejo na valetah, maturah, skoraj kot njihova himna, vidiš, ne. Smisel življenja je ležanje na plaži, tole ležernost. Zakaj se lahko privožiš ležernost? Zelo preprosto, ker mi mamica napolni hladilnik. In drugi pogubni učinek te ležernosti pa je seveda, da nisi pozoren. Bolj si ti ležeren, bolj te lahko manipulirajo.
Več ti ležiš na plaži, bolj lahko kradejo za tvojim hrbtom. Žurerstvo, ki so ga mladi v zadnjih letih poveličevali do tega, smo ena študentska oddaja, ki je dejansko že v napovedniku bila kot oddaja, kateri bodo predstavljali žurerstvo, ne, kje se da žurirati v Ljubljani in tak. Žurerstvo je kot bumerang, udari na koncu po tebi. In mladi, ki so stavili na žurerstvo, so dejansko krivi tatvin, ki smo jih zdaj pričali. Kriv si tudi ti, ker nisi gledal in bil pozoren, ker si ležal na plaži. Zapeljalo pa te je blagostanje. Še enkrat, blagostanje ni greh, ampak ko ga imaš, moraš biti zelo previden, ker te lahko razčloveči s tem, ko te nekako pomehkuži, s tem, ko nekako neki tisti močni naboj, ki ga ima človek v sebi, ki je povezan tudi z gonom po preživetju, po izboljšavi samega sebe, ne, tisto počasi začne usihati. In Slovenija je doživela neko blagostanje v 90-ih, pa v prvi polovici 2000, kot če ga v zgodovini nismo imeli. Drugi razlog, zakaj lahko govorimo, da smo malo zaspali ali pa precej zaspali, torej pa je ta individualizem. Zdaj najprej, individualizem ni sam po sebi slab. Pojav individualizma, ki se z razsvetljenstvom pojavi, pa že prej nekako govorijo, da individualizem se rodi z Descartom, ne, filozofom, ki reče mislim, torej sem. Ne. Descartes je bil sicer katoličan, on je bil duhovnik, ne. Ampak on je hotel filozofijo na novo postaviti in je rekel, kako zaprl se v neki stolp in rekel, da pa moram iz tega zgraditi na novo svet. Ne. In prvo vprašanje je, kako vem, da jaz obstajam. In potem je pač rekel, če mislim, torej sem, jaz obstajam. Moja misel je dokaz za moj ustro, zelo preprosto. In potem v drugem, kako vem, da Bog obstaja? Drugi korak. Ti pa reče, Bog obstaja, ker mi nekdo mora garantirati, da sem. Ne? Ampak kaj je zdaj tu pri Descartu zanimivega? Najprej jaz, moja misel. Ne? To je ta individualizem, ki se rodi pri njem. To je katoliški otrok, ta individualizem. No, potem z razsvetljenstvom se razširi in kasneje pa v prejšnjem stoletju pa je dejansko to tudi zdravilo. Individualizem postane tudi zdravilo proti kolektivizmu, ki se pa v prejšnjem stoletju razširil še bolj in je do pogubnih razsežnosti v obliki totalitarnih režimov. Zdaj je umrl Tone Pavček v ta teden, ne, on je leta 51, mislim, 52, izdal tiste pesmi 4, so bili 4 pesniki. No, tisto je bil žlahtni individualizem. Tisto so pesniki takrat, takoj na začetku, ko je komunizem nekako najbolj mrcvaril našo kulturo, našo telo, našo duhovnost, so takoj na začetku se oprli in v središče postavili moje osebno čutenje. Torej, individualizem sam po sebi ni slab in ga potrebujemo. In tudi v katoliškem okolju individualizem ima enega svojega sorodnika in to je personalizem. Eno duhovno, filozofsko gibanje, ki je imelo pred drugo svetovno vojno svoje korenine zlasti v Franciji, ki je veliko vplivalo to filozofsko gibanje na drugi vatikanski koncil, pa seveda na družbeni nauk cerkve. Ampak kakšni individualizem je problem? Problem je en prekomerni individualizem. Individualizem, ki, ne, še tu sem bral malo pogledal, pa sem malo teoretike individualizma bral, vsak teoretik individualizma, recimo tule še celo Max Stirner, ki je zagovarja absolutni individualizem in ga imajo anarhisti za svojega učitelja, on na koncu reče, ampak jaz podarjam individualizem in rečem samo jaz prvi, ne, in edini. Ampak moja razsežnost še je vedno, da sem socialni.
da rabim drugega. Teoretični individualizem nikoli ne zanika drugega, kar bi bilo absurdno človek je socialno biti. Pretirani individualizem, tisti praktični individualizem, ki se pa rodi, pa začne zanikati potrebo po drugem. In to je potem tisti njegov veliki greh in tista velika nevarnost. In še bolj praktični vidik tega je, da potem tvoja potreba je prva potreba, tvoja želja je prva želja, oziroma je absolutna želja, in ti postaneš potem nekako vedno bolj obrnjen vase, kar se potem v ekonomiji ali pa v politiki ali pa v družbenem življenju pokaže po tej gesti, da pač grabiš. Gospod Pavel Pucko, moj župnik in katehet blagega spomina, smo ga pokopali kakšne 2 leti nazaj, mislim, da je rekel, samo krt od sebe rivle. Samo krt od sebe rivle. Vsi drugi imamo k sebi roke obrnjene. Da je individualizem zavladal in kakšno moč je imel v slovenski prostoru, čeprav nekaj teoretičnega, takega strašnega razmisleka o individualizmu ni bilo, ampak je pa imel en praktični moč. Vidimo lahko na primeru vzgoje, šole in izobraževanja. Šolska vzgoja, tudi sem malo zapisal, jaz sem celo predavanje napisal, se ga ne bom bral, ker bi bil predolgi. Šolska vzgoja je, naša vzgoja recimo, vse je v 90-ih, ko se je zastavljala ta, bi rekel, nova, poosamosvojitvena ali pa kapitalistična ali pa demokratična vzgoja, je imela dobre namere, ki se pa potem sfižijo, pa sem jih takole oblikoval. Eno je benigna namera, to smo malo medicinskega uporabo, benigna namera in maligna metastaza. Benigna namera. Otroka poučimo o otrokovih pravicah. Super. Otrokove pravice, vete, kako so bile. S tem se je mahalo. Maligna metastaza. Otrokova želja postane vodilo, kako vzgajati. Permisivna vzgoja je postavljena na raven dogme. Torej, triumf individualizma. Njegova želja postane vodilo. Zdaj mislim, da v beli knjigi Lukšič napisal, ne želja otroka, ampak potreba otroka je vodilo vzgoje. Otrok pa za svoje potrebe ne ve vse, ker je otrok. In že Platon je zapisal, citirega pa Vinko Ošlak v enem eseju, Platon je napisal, če boste otroku dali oblast, bo ukinil učitelje in na glavno mesto postavil slaščičarje. To je otrokova oblast, to je njegova pravica. Torej, triumf permisivne vzgoje, ki se potem izrodi seveda naprej v razvajenost. Benigna namera. Otroka spodbujamo k izražanju individualnosti in odkrivanju sposobnosti. Imamo te poplavo kreativnih delavnic in krožkov, tega še zdaj veliko po šolstvu. Maligna metastaza. Otrok se nagne v narcisoidnost in tekmovalnost. Nikjer ni bilo napisano, ne verjamem, da je bilo napisano v kakšnem šolskem programu, otroci morajo biti tekmovalni. V šolskem programu je bilo napisano, otroci si morajo med sabo pomagati, jaz tak mislim. Solidarnost postane vse bolj nepomembna, logično, če tekmovalno zmaga. In še eno, benigna namera, dobrohotna namera. Otroka uvajamo v ideal družbe temelječe na znanju. To je ena tako veliko geslo zadnjih let, družba temelječe na znanju. Maligna metastaza. Otrok to razume kot pedagogiko za raso gospodarjev, ki bodo zaradi svojega znanja, pa tudi rasne pripadnosti, ki si belec, samo s tipkovnico in miško vladali svetu. Znanje je vrednotan slomšek, recimo je en taki prvak v tem, ko je poudarjal, kako je treba znanje forsirati. On je ustanavljal šole tudi osebno. In temu ne moraš oporekati. In samo Bogu smo lahko hvaležni, da se je zgodilo tudi razsvetljenstvo, ki nam je to vrednoto znanja preko šolskega sistema in obveznega šolanja še bolj zakoličilo. Ampak v našem prostoru, v tem slovenskem tranzicijskem prostoru se pa je zgodilo neki privid neskončne gospodarske rasti,
privid, da bo vse šlo na lahko in da ti ne bo trebalo delati. Ena izmed najhujših pedagoških psovk, ki jih morda še čujete po naših domovih, se glasi: uči, da ti naj bo treba delati. Znanje je postavljeno kot antipod delu. Kar po eni strani je dobro, če vzamemo, da pač delo ni samo tisto fizično mantranje s krampom, ne, zato bi bilo edino delo. To delo je, hvala Bogu, da ga več ni toliko. Da imamo ravne križe vsaj do 50. leta. Ampak to se je potem nekako razumelo, da s piflanjem, z učenjem en otrok opravi svoje dolžnosti do sebe in družbe in družine. In da bo kar tak. Ne, mi smo se smejali nekoč Kosovu, ker je imelo toliko na univerzi vso mladino. Smo rekli, Kosovo ima vso mladino na univerzi, ampak nič ne napreduje. Zdaj smo pa mi na istem. Visoko izobraženi in brezposelni. Z nazivi, papirji, ampak nimajo pa dela. Torej, družba temelječa na znanju in uvajanju v delo. In tukaj jaz sem pozorom, mogoče zelo konzervativno. Delo, tudi fizično delo, ne. Za vzorec, ker smo samostano, bom postavil en samostan oziroma kartuzijan. Pa se tudi v tradiciji mlajših bratov je podobno. Kartuzijan, vrhunski intelektualec srednjega veka. Žička Kartuzija je ena največjih knjižnic v Evropi v 14. stoletju. Celo nekaj časa prva bi lahko bila, ker dostop do Rima ni bil omogočen zaradi vojne. Vsak menih je moral obvladati eno ročno spretnost. Prepisujem knjige, prepisujem Aristotela, prepisujem globoko teologijo, potem si pa zaviham rokave, pa okopavam vrt. To je razvoj človeka. To je celostni razvoj. Fizično delo je vrednoteno in potrebno. Torej, če zaključim, pa da grem spet na rdečo nit vsečnega predavanja, je tale individualnost gotovo vplivala na to, da so mladi, zlasti mladi seveda, zaspali. Logično. Družba je nekako bila razmišljena skoraj kot neka mašina, ki ti avtomatsko ustvarja blagostanje. Ti pa samo jemlješ to, kar potrebuješ. Zelo malo pa te zavesti, da družba sem jaz in da torej, jaz lahko prispevam skupaj z drugim. Tu smo zdaj na enem velikem izzivu za naprej. Samo to bi še dodal, da tu katoliška mladina ni bila nič kaj boljša. Si premislil, katoliška mladina pa ni taka. Ne. Naše raziskave so pokazale, že leta 99, ko sem jih delal, da se v duhovnosti vse skupaj premika v, takrat smo to imenovali, novi intimizem. Videli smo, da vero živeti v svojem okolju, na ulici, na pločniku, jih je vsaj manj mladih, delali smo raziskavo pri mladinskih veroučnih skupinah, mladi so to vedno bolj udrivali. To ni del njihove vere. Njihova vera, kaj je njihova vera? Duhovne vaje, stična, tak ne. Ampak če ti vere seveda ne neseš na ulico, če nisi tam to, kar si, potem kmalu te tudi več v cerkvi ni. Ker se ne da, ker nisi skladen sam s sabo. In je zato tudi to res, da mladina se iz cerkve spraznila. Tretji razlog, zakaj lahko govorimo o zaspanosti ali apatičnosti, ki se nam je zgodila v tej tranziciji, pa je že bolj političen. Političen ne v smislu, da ga proizvajajo politiki, krivi smo vedno vsi nekako prispevamo zraven pri takih družbenih spremembah. Ne. Eden mogoče res manipulira, ampak 10 jih pa krivo zato, ker nasede, ker ni bilo pozornih. Ne. In ni kriv samo tisti, ki manipulira, recimo. Zgodilo se nam je, to je ena teza, ki morda eni politologi bodo to boljše razpravljali, da je politika zašla neke vrste, kot da to neke vrste misterij za izbrance. Tu vsi vemo, kaj je mitra, mitraizem. Imamo mitreje v grbu, hedinskem grbu je mitra, slavijo krščanskega svetega Martina, v grbu imajo poganskega mitra, ampak dobro, ker
ta poganski persijski Mitra je vendarle v našem kraju bil zelo močan, ker je pač to bil en kult, ki se širil zlasti med vojaštvom rimskim. In je bil nekaj časa zelo konkurenčen krščanstvu. Krščanstvo se celo v nekih obrednih stvarih malo zgledovalo po njem, tako da še danes škof nosi mitro. Pokrivalo, ki je podobno, ki so ga uporabljali v mitraističnem kultu. Ampak zakaj mitraizem ni premagal krščanstva? Zaradi zelo preprostega razloga. Ker je bil misterična religija. Religija za izbrance, za elito. Že to, da si bila ženska, nisi mogel biti zraven pri najbolj skrivnostnih obredih. Že to, da si bil z nižjega sloja, ne bo šlo. Ne moreš biti zraven. Mitraizem je pač zgubil stik z ljudstvom. Potem je logično, krščanstvo je pa bilo že od vsega začetka ljudsko. Vsak je lahko prišel zraven. In je samo po sebi počasno v 3 stoletjih pač zmagalo in postala vodilna religija v Sredozemlju. Zakaj govorimo o mitro? Zato, ker se podobno lahko zgodi tudi v našem družbenem življenju, kot se je dogajalo z mitraizmom. Da mi zaupamo javno dobro nekomu, ki ga razumemo kot izbranca, kot posebej razsvetljenega za javno dobro. Kot nekoga, ki ve, to je gnostik, gnoza, to je ena izmed prvih krščanskih herezij, znanje te bo odrešilo. In potem se zgodi to, da se politika dvigne nad ljudi. Zgubi stik z ljudmi, zavlada tako imenovana partitokracija. Bral sem v potrebe tega predavanja Bartolomeja Sorgeta, to je en jezuit, en najboljših takrat v mojem času bil v Rimu za razlaganje družbenega nauka cerkve. In on govori o tem, da je Italija da je bolezen, osnovna politična bolezen Italije bila ta partitokracija. In ljudstvo, ki je prepuščalo strankam, več kot se jim po neki logiki lahko prepusti. Stranka zastopa tvoje interese, stranka zastopa tudi na nek način tvojo ideologijo, stranka išče najboljše strokovne rešitve, ima za to en aparat in ti ji zaupaš, ampak stranka ne sme misliti namesto tebe. Ti še vedno moraš misliti. Stranka ne sme za tebe nadzirati družbenih procesov. Ti jih moraš nadzirati, biti vključen. Stranka ne sme nikoli reči, ti tak ne veš, mi vemo. Pusti nas, ne sprašuj nas, mi bomo to sami. Naj vas spomnim malo tak nazaj, 15 let nazaj, recimo, kako je bilo v slovenskem prostoru, medijskem prostoru ta konstrukt. Strokovnost. Strokoven. Recimo Drnovšek je bil taki tipični tip, taki zmišljen, globok. On je že sam inspiriral to, on je politik, posvečen, on je usposobljen, taki ga ni. Je pa potem bilo druga izpeljava iz tega. In zgodilo se je, da potem zlasti ta ljudski katoliški blok, ki je pa bil v 90-ih, potem drugi polovici 90-ih, zelo na udaru, prišel v frontalni ideološki spor, če smo še Slovenijo skupaj osamosvajali, če so potem nekako še bile ene mešane vlade, potem pride do nekega močnega ideološkega spora, tudi obnovi se klasični antiklerikalizem. In jaz mislim, da to je moja teza, upam, da bomo to katoličani še premlevali, pa kakšni bolj večji strokovnjaki, kot sem jaz za družbo in to. Moja teza je, da smo mi takrat podlegli temu, govorim za katoliški blok, ljudsko-katoliški blok. In deloma tudi za ljudstvo. Ampak bolj imam fokus na to. In smo tudi sami sebe ocenili kot ne najbolj kompetentne za tako politiko. Mi nismo za to. In katoliški glas se začne po letu 2000 delegirati. Delegiramo ga na levo, delegiramo ga na desno.
To so po svoje tudi normalni procesi, tudi v Italiji, ko je razpadla krščanska demokracija, ki je 40 let vladala v Italiji, ne, je polovico padlo na levo, polovico na desno. Danes imaš bivše krščanske demokrate ob Berlusconiju, imaš pa jih tudi v levici. Torej, ampak jaz mislim, ne, da smo tu še pred tem, da torej, premislimo to, koliko potem sami nismo krivi, ljudje sami, bodi se katoličani ali pa katoliški blok, ki bi po nekih logiki lahko imel eno stranko v parlamentu, ne, tako bi bilo logično, da na to, koliko nas je, ne, lahko pa tudi ne, saj katoliški blok ne rabi svoje stranke, to so tudi v teoriji, v politični teoriji so to dva mnenja, da katoliški blok rabi svojo stranko, ki jasno zagovarja njegove interese, drug pa je, da so katoliški blok je boljše, če se razprši v več strank, ne. In zdaj ta druga linija se zdi bolj zmagovita v Evropi. Torej, zaspali smo tudi zato, ker smo sami sebi prepričali s pomočjo seveda medijev in kampanje, da mi to ne znamo. Voditi države, se ukvarjati s politiko. Mediji so pa kar naprej govorili, recimo, v Sloveniji je tako majhna, da imamo samo za eno vladno ekipo ljudi. Če se je to zgodilo z ljudsko-katoliškim blokom in če se to dogaja še potem nasploh z ljudstvom, je logično, da politika gre svojo pot in se ustvari ta bolezen demokracije, ki rečemo partitokracija ali vladavina strank. In ta vladavina strank, zdaj vidimo, kako se sesuva in kako z lahkoto prodirata naprej Janković in Virant, ki oporekata vladavini strank, vsaj tako nominalno. In še ena taka boleča, morda najbolj boleča točka, ki bi se nocoj dotaknil, pa je vprašanje kulturnega boja. Vprašanje kulturnega boja. Jaz sem pred 10 leti predaval na Nikodemovih večerih to protiklerikalno logiko, govorico, argumente tega. Takrat je bilo zelo močno, leta 2001 Bajukova vlada je bila in je padla, kardinal Rodejeno svoje, ne, in potem so se z njim ukvarjali, potem Vatikanski sporazum se je pripravljal in je bilo neverjetno takrat, danes več, hvala Bogu, ni take stropenosti, ne, čeprav so še neki ostri izpadi, ampak no in takrat sem tisto predavanje imel, vem, na Ptuju, sem ga predaval tam pri Kapucinih, kar precej ljudi je prišlo in zdaj sem ga prebral, pa bi ga lahko nocoj ponovil. Nocoj bi ga lahko ponovil. Celega. Nič se ni spremenilo. Pa tisto predavanje se ni toliko ukvarjalo z nasprotniki. Ukvarjalo se s katoliškim telesom. Ne. Teza predavanja je bila, da nam je kulturni boj vsiljen in da nas oblikuje v smer, ki ni naša. Torej, teza predavanja je bila, tu sem se obrnil na enega sociologa, Franeta Adama, ki je v Novi reviji o tem pisal, da kulturni boj, se pravi boj proti cerkvi, ne, boj proti izriniti religijo iz javnosti, boj proti škofu, takrat Rodeto, ne, da dejansko je to šov. Šov, ki omogoča, da v ozadju potekajo procesi plenjanja in lastninja tistega, kar še je ostalo. To je Frane Adam že takrat, leta 2000 pisal. Torej, zamislite si banka, pred banko postavimo močne reflektorje, bokserski ring in potem napovemo bitko med rdečim in črnim. In izzovemo to črnega, ne, izzovemo v bitko, v pretep, v bokserski ring. Vsi reflektori so tam, vsa medijska pozornost je tam. In steče huda bitka, kdo bo koga, partizan, domobranca, domobranec partizana, katoličan, komunista, komunist, katoličana, liberalec, katoličana. Ta huda bitka steče. Zakaj steče? Zakaj reflektori na njo? Zakaj tako veliki patos? Tu pa je patos, tu pa ni apatije.
samo rečemo po vojni poboji, takoj smo v luftu, patos je takoj tu. Zato, ker je vzadi v poltemi banka, ki jo tisti večer ropajo. In da so jo res ropali, medtem ko smo se mi med sabo tolkli, za teme, ki so civilizacijsko in čustveno pomembne in močne, kot so teme povojnih pobojov, pravica do groba, podobno, vemo danes, ko smo izropali. Torej, kulturni boj odvrne pozornost od krivic, ker je pač, in to se z lahkoto naredi, in katoličani smo tu z lahkoto notro padli, ker pač ima močan čustveni naboj. Druga stvar, ki se zgodi s kulturnim bojem, katerega smo se šli, jaz smo tu citate še iz leta 2001, pravi, Frane Adam pravi, klerikalni tabor ne ve, da mu kulturni boj škodi, liberalni pa ve, da mu koristi. Ne? In pravi potem Frane Adam, da se potem v cerkvi, bom kar celega prebral, to sem jaz potem pač ga povzel, ampak naprej. Liberalci preko kulturnega boja s cerkvijo dobivajo legitimnost za oblast in prepotrebno idejno simbolično organizacijo, cerkva pa se spušča na zelo varljiv teren, ki ni njen in v katerem zlahka izgublja legitimnost duhovne avtoritete, sama pa se spreminja v militantno jastrebsko družbeno formacijo, katere najbolj glasno jedro je arhaična in večkrat fundamentalistična skupina, ki rine v ospredje problem domobranstva in zanika medvojno kolaboracijo, to pa potem citiram Franeta Adama. Preko te medijsko zanimive skupine se profilira točno določena podoba cerkve, boksarja v ringu malih slovenskih civilizacijskih tem. Torej, cerkev je potem v drugi polovici 90-ih, pa potem še v novem tisočletju, dobila nekako ta imidž, da je to specialist za preteklost. Katoliška družbena formacija, koliko še je ostalo, vsaj ki sta uradna, običajno to Nova Slovenija ali pa nekako imidž oni, ki se borijo za grobove. To je čisto. Pozor, ne govorim, da to ni dobro. Jaz govorim, da v družbi mora vedno biti ena antigona in ta antigona je zdaj tudi katoliška cerkev, ki opozarja, da ljudje niso pokopani in da hoditi po truplih se ne pride daleč. To je jasno. In tudi pravi, da katoliški mediji, recimo družina, ima redno kakšne objavlja, kakšne stvari iz popretekle zgodovine, kakšne te stvari. Problem je, da smo bogati družbeni nauk cerkve, veliko tudi, če hočete, malo bolj konkretno, krščansko-demokratsko tradicijo, ki je zgradila Evropo po drugi svetovni vojni, skrčili na eno poglavje. Tisto najbolj boleče in najbolj čustveno. In s tem dejansko se izključili iz širših procesov v družbi ali pa da bi nas družba zaznala kot politično kompetentne, recimo za vlado, vodenje vlade, katoličane. Krivda pa je na nas, ne na manipulatorju. Ti si se pustil spelati. Še hujša stvar, tu še pa bom bolj bolesno noter potisnil prst v rano, pa je, da te kulturni boj, prvič se rekel, kulturni boj te odvrne od tem, potem kulturni boj te zameji v neko samo eno temico ali pa dve, tisto najbolj bolečo čustveno. Tretja stvar pa je, kar še pa hujše, da kulturni boj te dela podobnega nasprotniku, ker z njim tekmuješ, ker ga moraš premagati, si prej ali slej podoben. Če on krade, bom tudi jaz kradel. Jaz bom pa citiral Janeza Markeža iz leta 2001. Janez Markež, 21. februar 2001, Mak, pokojni Mak, številka 8. Takole je pisal. V 10 poosamosvojitvenih letih je vodstvo cerkve v svojem dialogu z oblastjo in politiko cerkev finančno tako rekoč spravilo na kolena.
Megalomanski projekti in naložbe s pričakovanjem hitre in učinkovite denacionalizacije so povzročali hude sistemske stiske, v katerih je cerkev v razmerju do politike in postkomunistične paradržave zapustila vsebinsko držo in se iz preživetvenih razlogov zelo pogosto začela vesti pragmatično. Mariborska zgodba. Napovedana 10 let prej. Videna, ne napovedana, videna. Ampak Markeš je zapisal, mnogi teologi smo jo gledali zraven, ali pa duhovniki pa nismo upali zapisati. Mariborska zgodba kaže, danes govorimo o plenilskem kapitalizmu, govorimo o finančnem kapitalizmu, ki se sam sebe napihuje, in potem Mariborska zgodba kaže, da cerkev v tej logiki nič ni zaostajala. In obena škofiji nista zaostajala. Ker zdaj še Ljubljanska šla pomagati in se še ona začela nevarno nagibati, ko je šla pomagati že potopljeni Mariborski. Tak mimo grede, da nisem mi Mariborčani sedel za mizo, pa sem rekel tak, če bi jaz bil papež, bi ukinil Mariborsko škofijo, pa sedež predstavo škofije na Ptuj. Potem pa oznano vsem škofijam po svetu, kaj sem naredil z Mariborsko škofijo, da ne bi drugi taki stvari delali. Ne? In pozor, ne gre za nedolžno igro holdinga, ki nabira denar, pač poskuša za obogateti. Ne? To igro bi še človek nekako spregledal, se smo vsi poskušamo malo obogateti, pa se finančno postaviti. Gre, kjer se razkrije hudičeva navzočnost v igri. Ko se preko katoliških telekomunikacijskega mreža, ki je v 100% lasti katoliške cerkve, prenaša 5 pornografskih kanalov. Največji distributer pornografije v Sloveniji v prejšnjih letih je bila katoliška cerkev, po lastninski strukturi gledano. Ne? Drugih podatkov ni, da bi kdo drug imel tistih 5 kanalov preko te 2. In to se točno vidi, ne, kako dejansko v bitki z nekom, ki ga imaš slabšega od sebe, ki ga hočeš tudi premagati, pa ki dela tako, kako ti, ko se z njim sprimeš v tisti bitko, boksarski, tisti položaj, ko se dva tak primeta, pa se naslonita, pa se jim švic premeša, ne, kako si postane tam drugemu podobna, ne, z udarci pod pase, vse to. Že leta 2001 sem takrat dejal, cerkev mora izstopiti iz kulturnega boja, izstopiti, ne zaradi tega, da ne bi hotela sodelovati v izgradnji pravičnejše družbe, ampak zaradi tega, da bo sploh lahko sodelovala v izgradnji pravičnejše družbe. Ampak ta izstop je zelo težek. Mi na Štajerskem nismo doživeli, veste, tega, da bi soseda, mogoče, kakih vas. Na Dolenjskem, Gorenskem imaš vasi, ki je bilo polovica vasi tak, polovica pa tak. Imaš tam pri Logatcu vasi, kjer so možje čez noč izginjali, kar tak. Ljudje vejo imena priimka tistih, ki so povzročili njihovo izginotje. Vejo, pa ne smejo povedati, ker nimajo dokazov, ker se ne da na sodišču do dokazov. In je to bolečina zelo močna. S to bolečino treba računati, eno terapijo imeti za njo, ampak ne tako, kot smo delali do zdaj, da z njo mahamo v neki politični bitki. In da nam služi za diskvalifikacijo levičarjev. Ne? To se recimo zelo, to je po moje podobna zloraba groba, kakor je tisto, ko rečejo, da se nič takega ni bilo, pa se so vsi izdajalci, ne, in tak naprej. Tu še slovensko družbo čaka veliko dela in upam, in cerkev seveda, in upam res, da bo tule do leta 2045 prišlo do sprave. Kocbek je rekel 100 let. Njegove dnevniku piše, ko zve za poboje, reče, tega se ne bomo rešili 100 let. To on zapiše leta 45. Zdaj pa gremo malo bolj, zdaj smo malo videli to, kar je vplivalo, se pravi, lahko bi še več takih ali drugačnih tez, argumentov, to bi na široko, ampak nisem neki politolog, bolj sem gledal pač tisto najbolj tako, tudi najbliže nam, ne, našemu razmišljanju.
Kaj vpliva na to, da se ljudje oddaljijo od politike, da jo razumejo tako kot umazano ali kot nezanimivo, ali pa od politike. Politika je pač en način delovanja v družbi, nasploh v družbenega življenja. Zdaj pa bom šel malo bolj pozitivno, v drugi del se že globoko prevešamo našega predavanja, pa bi rekel, kaj pa lahko zdaj cerkev res tu naredi, ali pa ta ljudsko-katoliški blok, pač, koliko ga pač je, ne počutim se zdaj tu kot kak je Anton Korošec, ki bi zdaj šel neki politični, da duhovnik neki politični liderstvo hoče zganjati ali kaj takega. Ampak, jaz bi rekel, odkrijemo družbeni nauk cerkve. Družbeni nauk cerkve je star 120 let, začne se z Leonom 13. Sicer so rekli, 50 let za Marksom, ampak Leon 13., torej 1890, tam nekje, napiše encikliko Rerum Novarum, nove stvari, kjer se dejansko sooči, reče, ne moramo zdaj, cerkev imela eno družbeno moralo do takrat, družba naenkrat postane industrijska, delavstvo se od cerkve oddaljuje, razmerje sil v Evropi in svetu se spreminja, razmahuje kolonializem, cerkev se začne širiti v Afriko, ki je bila prej še dokaj nepoznana, tu je pa ta muslimanski zid na severu. Afrika je, ta teden sem prebral, več kot 6000% je zraslo število katoličanov z leta 1900 na 2000. To je najhitreje rastoča katoliška celina. In takrat se rodi torej družbeni nauk cerkve, ki govori, danes je to že zelo razširjen nauk, mislim, razširjen smisel, da govori o vsem, kar je družba. Družba je politika, to je redukcija družbe, to je žalitev za družbo, če rečeš, družba to je politika, ali pa družbeno življenje politično. Družba je družina, družba so sosedje, ki se zmenijo, kako bodo meteorsko vodo speljali mimo. Družba je ulica, vas, društvo, to vse je družba. In cerkev vse to je nekako premišljevala in zlasti pod Janezom Pavlom II. Pride potem ta družbeni nauk cerkve do vrhunca. On je živel socializem, on je živel kapitalizem, predvsem pa bil je svetovni popotnik. Mi še morda se ne zavedamo njegovega učinka na današnji čas ali pa na prihodna desetletja. On je bil svetovni popotnik in je videl, ne preko poročil, ki jih v Vatikan itak vedno dobiva poročila celega sveta, ampak je videl stisko ljudi in v živo tudi čuto to nesorazmerje jug-sever. In je temu posvetil tudi eno encikliko. Ko so naši škofje razpravljali, kakšno bi bilo naslov letošnjega leta, so rekli, da bi bilo pač v družbenem nauku cerkve, da bi to leto najbolj zapasalo po leto Evharistije, solidarnost, Evharistija, omizje, potem solidarnost, bratska ljubezen in tretji krog, družba. Tak po te logike. Pa je bil ogovor, kako lahko mi cerkev zdaj po mariborski aferi še govorimo o družbi, pa drugim solimo pamet. In potem je en škof, pa zdaj ne spomnim se, kateri je dejal, mislim, da je kar stres, rekel, prav zaradi mariborske afere moramo imeti leto družbenega nauka. Mi, katoličani, si moramo vzeti k sebi in se vprašati, kaj sploh smo, in kako sploh tudi mi funkcioniramo v naših teh mikrookoljih. Lahko je kritizirati politiko, gospodarstvo, ono, levo, desno, kako pa ti funkcioniraš, A imaš ti demokratično strukturo, recimo, da kritiziraš demokracijo? Imaš župnike, ki so boki batina, pravijo bolj batina kot bok, ampak so župnije, katerih ne more nič dihati, če župnik ne pusti, še muha ne more leteti čez Faroško dvorišče brez njegovega dovoljenja. Ampak cerkev pa dvigne glas, pa uči druge, kak je mora biti, pa kaj je prava demokracija.
župnija pa je njena lokalna enota, to je krajevna skupnost v bistvu, ali pa občina, če hočeš. Pa ni nič tega. Torej, pogled navznoter. Torej, mariborska zgodba nas uči res, da smo katoličani potrebni enega globokega premisleka. Malo sem zdaj to že navedel. To je dejstvo, ne? In zato potrebujemo leto družbenega nauka. Drugo pa bi še povedal, 2 trika obstajata. Ljudje mislimo, da družbenega nauka cerkve ne poznamo. In da je to preobsežno, da bi mi v enem letu to malo bolj spoznali. Pa ni res, ne. Vsakič, ko recimo župnik, duhovnik, pridiga v družini, razlaga družbeni nauk cerkve. Družina je en osnovni segment družbenega. Vsakič, ko ljudi učiš, pomagajte se med sabo. Evo, to je družbeni nauk cerkve. Vsakič, ko se ena skupina formira, mala skupina, vem, tudi molitvena skupina, ko se formira skup, deluje po nekih principih skupine, evo, to je že ena družbena celica. Družbeni nauk cerkve je vse posod. Je pa res, oziroma družbena razširjenost cerkve je vse posod, je pa res, da družbenega nauka cerkve tako sistematiziranega nimamo. Nocoj bom potem zaključil s tem, da malo bomo en sistem si naredili, to ne bo kot spodbuda potem za izstop iz apatije. Drugi trik pa je, da družbeni nauk pojmujemo preveč politično, ne? Da mislimo, ja, kaj se cerkev če ukvarja z družbo, saj ni poklicana za politiko. To upam tudi, da bomo sčasoma presegli, da družba pač je več kot politika. Družbeni nauk cerkve je tudi kompetenten nauk. Tu bi še posebej poudaril. Ne smemo dopustiti, da bi imeli to nizko samopodobo. Samo 2 dejstvi bom povedal. Po vojno Evropo so sanirali krščanski demokrati. V glavnem, s pomočjo socialnih demokratov, krščanski socialni demokrati. Ampak glavnem Nemčija, CDU, Italija, Dicino, demokracija kristjana, Francija pa potem golistično gibanje, ki smo imeli podobne principe. In zlasti naš profesor za družbeni nauk cerkve v Rimu je dejal, če hočete danes videti, kje je družbeni nauk cerkve najboljše funkcionira, gledajte nemško CDU. Danes je to Angela Merkel, ne? Rekel, tam so nekako najbolj uspešno aplicirali te principe družbenega nauka cerkve. In ravno v ta evropska zgodba kaže, da je torej krščanstvo čisto, čeprav je religija, čisto kompetentna, da pomaga spreminjati družbo na boljše. Vprašanje je, ali je samo za krizne čase. Zaključil bom z 4 načini družbenega nauka, še prej pa to. Bartolomeo Sorče postavlja 3 velike izzive, ki ga imamo kristjani v delovanju naše družbe, strateške izzive. Prvi izziv pravi je najti tretjo pot. Janez Pavel II. Leta 1991 zapisal. Poraz komunizma ne pomeni zmage kapitalizma. Komunizem je izgubil, ja, kapitalizem ni zmagal. Janez Pavel II. Je bil svetovni popotnik in je videl uničujočo moč kapitalizma na jugu. Vsi imate nocoj čevlje na sebi. Običajno imate gumenaste podplate, tako kot jaz. Nihče se nocoj ni vprašal, odkot kavčok. Nikomor ne funkcionira nocoj tu povezava, link do Afrike, do Brazilije, pa do enih bogih delavcev tam. Ali pa celo plemen, ki so jih vzeli zemljo, lahko potem pridobijo kavčok. Kapitalizem ni zmagovit družbeni sistem. In Janez Pavel II. Je že leta 1991 predlagal, da se kapitalizem reformira, celo preimenuje. Je takrat govoril, ena taka je socialni kapitalizem ali pa svoboda podjetništva in gospodarstva in podobno. To je veliki strateški izziv, če komunizem je dober, če kapitalizem je varljiv,
In Evropa človekovega dostojanstva, ravno kot komunizem, ko te spremenimo potrošnika, ko se ti v nedeljo, namesto pred nevidnim Bogom, klanjaš pred poceni kumercami v koferju, si Evropa tvojega dostojanstva. Malikuješ. Ti nisi človek, tako treba. In danes smo lahko samo veseli, da se 20 let po Janezu Pavlu II tudi v slovenskem prostoru pojavlja ta želja po tretji poti. Gospodarska rast, ne na račun revnih svojev. To bi bila ta tretja pot, nekako tretja paradigma. Drugi izziv je zorenje demokracije. Demokracija je oblast ljudstva, ki se pa žal, kot se že dejal, skrili lahko v oblast strank. In prvinska smer demokracija mora vedno ostati od spodaj na vzgor. Demokracijo ustvarjate, ne vem, ko uspešno deluje vaš župnijski karijers. Tu so te pobude od spodaj. To so te žive celice, ne? In te žive celice potem počasno prerastajo tudi v neko večjo pobudo na višjem nivoju, ali na državnem nivoju, ali na političnem nivoju. Te smere ne smemo pozabiti, ker medijska pozornost je v glavnem, kako poteka od zgoraj na vzgor. Prve novice so politiki. Evropa se je že otresla agresivnega laicizma, ki je vero prišel v stran. Ampak kakšna vrnitev Boga pravi soče? Daleč od tako imenovane krščanske države srednjeveškega tipa. Jaz bi tako rekel, družba, ki je danes, je precej podobna pluralni družbi v rimskih časih. Pluralizem v rimskem času, tudi da so bili na enem griču Mitrej, na drugem krščansko cerkev, je bilo ugodno okolje za krščanstvo. Pluralizem ni porast krščanstva. Pluralizem gledamo kot šanso za krščanstvo. In šanso za Boga, še je veliki premik, ki ga moramo narediti. In tudi vedno ta zavest, tu pa papeži zelo vztrajajo, ko govorijo o družbi. Družba, ki briše Boga, bo prej ali slej hodila po človeku. In na nek način smo to železno logiko videli tudi v slovenski tranziciji. Brisali smo ga, ok, v redu. Kaj pa imamo na tem gradbišču tukaj za Vogala, albanske delavce, danes? A veste, kaj pijejo? Da jih imam pres na dvorišču. Delajo nam cerkev. Sedima z nadzornim, pa gledamo gradbišče. Delamo fasado, pa streho. Pa okrog 2 popoldan v začetku septembra en delavec dviguje fos na oder, pa ga tak nosi sem in tja. In reče nadzornik, saj ga ne more dvigniti, če cel dan na kisli vodi pa kruhu. Pa sem šel gledati drugi dan v škatlo, ko jim ga šef prenese delavcem. In v škatli je bil res tisti podolgovati kruh, ona oranžada iz Mercatorja, ko več CO2 notri kot pa kaj drugega, pa tiste marmeladice, pa nekaj paštete. To je za cel dan. In sem rekel, da mi jaz hodil Boga častiti v cerkev, ki so gradili lačni ljudje, to pa ne. In potem župnija, čeprav to ni v dogovoru, ne, čisto izven tega, zdaj se redno kuha topla hrana v gostilni za te delavce. Pa me nič ne briga, če bo to podjetje upoštevalo. Ne, meni lačen človek ne bo gradil hiše, Božje hiše. Ampak, kako hitro zdrsnemo v teptanje človeka? To je nekaj neverjetnega, o tem še bomo zdaj spregovorili. Zaključil bom s 4 načeli družbenega nauka. Družbeni nauk cerkve je torej širok, večplasten, zaobjema veliko in kako da ga razumeš, nam zelo pomagajo ta 4 načela, to pa je rimska logika, ne, to Vatikan, ki dela te dokumente, pa to je je duhovni dedič Rima, ne, in ko treba kaj sistematizirati, je tu še vedno prvak. In tudi družbeni nauk cerkve sistematizira v 4 načela. Prvo načela so nepremakljiva, praktično.
načelo človekovega dostojanstva, načelo skupnega dobrega, načelo subsidiarnosti in načelo solidarnosti. To so načela, ki morajo v vsaki celici družbe funkcionirati, da lahko rečemo, da je družba zdrava in da je družba sploh družba. Načelo človekovega dostojanstva govori: vsak človek je podoba živega Boga, je enovita, enkratna, neponovljiva in presežnost odprta oseba. Pravično družbo je mogoče uresničiti samo s spoštovanjem presežnega dostojanstva človeške osebe. Ni družbe, ni pravičnosti, če človek ni človek. To je vrhovni cilj družbe. Promocija in varovanje človeške osebe, njegovega dostojanstva. Ta cilj, človekovo dostojanstvo, ima v Svetem pismu, tu imam kar nekaj citatov, samo enega naj povem. Prva kroniška knjiga, 21. poglavje, kralj David. Kralj David sedi na prestolu, se usede, premagal je nasprotnike, kraljuje in si je domisli: zdaj bom pa ljudi preštel. In gre, naredi ljudsko štetje. In potem pravi Sveto pismo: in njegovo srce je bilo. Nekaj mu pravi, nekaj tu ni v redu, kaj zdaj jaz delam? In potem pride Božji glas: hudo si storil v Gospodovih očeh, hudo boš kaznovan. In kralj David je zelo kaznovan, izbere 3 kazni, dobi na razpolago in je kaznovan on in njegovo ljudstvo, ker je ljudi štel. Nas včasih učili, če si tak na človeka pokazal, da ga s tem žališ, se mu prst dol dati. Ne, da človeka ne smeš pokazati, tak pa na Mauricu nisi smel tak pokazati, ker je Božji prestol, ne, se ti v prst poslušal. Tendenca, da bi človeka šteli, ga spremenili številko, je vedno prisotna v sistemih, v oblasteh. In že v Stari zavezi imamo: človek je ime. Drugo načelo je načelo skupnega dobrega. Definicija pravi: skupno dobro je vsota vseh tistih razmer družbenega življenja, ki tako skupnostim kot posameznim članom omogočajo, da v večji meri in lažje dosegajo svojo popolnost. Skupno dobro nas varuje tako egoizma, moraš biti usmerjen v skupno dobro, ne grabiti za sebe, torej skupno dobro, kot kolektivizma, ker načelo skupnega dobra ne sme biti nikoli v nasprotju z načelom človekovega dostojanstva. Kolektivizem je, ko je postavil skupno dobro nad človeka. Jaz sem doživel kolektivistični duh v gimnaziji, v Ljubljani, to je bila vojaška gimnazija, in sem pisal pesmice in sem dal svojemu vzgojitelju, ki je bil oficir, popraviti pesmice, da je malo popravo, slovnično. In sem imel tudi eno pesmico, ki je bil naslov Epitaf, torej nagrobni napis, v spomin na mojega dedeka. Ne? In je potem on tisto pesmico mi je popravil, z tako rdečo kulico, in je prečrtal besedo dedek, bila je 2x-3x omejena v 4 verzih, ne, pa napisal besedo Titu. To je tipično kolektivistično. Načelo skupnega dobrega najdete v Svetem pismu, ne vem, samo apostolska dela 4. poglavje, da vas spomnim, ko govori o prvi krščanski skupnosti, ki dejansko opisuje nekaj vrste krščanski prakomunizem, ko so imeli vse skupaj. Tretje načelo je načelo subsidiarnosti. Subsidijo pomeni podpora latinsko. Govori o tem, da vse skupnosti višjega reda morajo biti pripravljene pomagati skupnosti nižjega reda v njihovem razvoju. Ali drugače povedano po domače, nikoli najvišji ne dela tega, kar lahko nižji. Naj občina dela tega, kar lahko krajna skupnost. Naj krajna skupnost dela tega, kar lahko dela ena ulica, ko se zmenijo sosedje nad sami. Naj sosedje ne dela tega, kar lahko družina naredi. Naj starši ne delajo tega, kar lahko otroci naredi. Načelo subsidiarnosti je zelo pomembno načelo, govori o zdravi skupnosti, kjer vsak sprejema odgovornost za sebe in je pristojnosti za sebe, ne, na svoje mesto. Če sem danes govoril o apatičnosti ali pa o zaspanosti, sem pravzaprav govoril, da smo grobo in na dolgi rok in strateško kršili načelo subsidiarnosti. Drugim smo prepuščali nekaj, kar bi morali sami storiti. V Svetem pismu je to načelo zelo tako v Stari zavezi zapisano, 2. Mojzesova knjiga, 18. poglavje,
Mojzes, zdaj so že prišli iz Egipta, ne? In Mojzes sedi na eni skali, sedi na skali in ljudje prihajajo k njemu, da jim sodi. In cel dan sedijo na soncu in on jim sodi. In potem drugi dan spet enako. Ok, Mojzes je šef. Potem pa pride njegov tast Jitro, beduin, ki je imel ovce, pastirje in tako. Pa vidi Mojzes, da cel dan sedi na soncu. Pa gled k njemu pa mu reče, kaj delaš? Ubil boš sebe in svoje ljudstvo. Tako se to ne dela. Postavi ljudi, ki bodo sodili. Soditi je takrat tudi pomenilo voditi, ne? Tudi vojaški voditelji, recimo v stari zavezi, so bili imenovani sodniki. Postavi ljudi, ki bodo sodili ali vodili skupnost za 100, potem tisti za 1000 in tako naprej. In ti sodi samo glavne zadeve. Jaz bi rekel, to načelo je zelo aktualno. Načelo je lahko samo o njem govoril, pa bi zadovoljil naslov izhod iz apatičnosti. In cerkev ima tu posebno mesto. Pozor, naš cerkveni klerikalizem, v smislu, ne tisem politični klerikalizem, v smislu, ko duhovnik dela vse na mesto ljudi, ko duhovnik absorbira karizme in službe, ki bi morali biti v cerkvenem občestvu, mi kršimo to načelo subsidiarnosti. In če je v cerkvi te miselnosti, da en lider, ki vodi, sakraliziramo tega lidera, logično, da bo podobno tudi v družbi. Bo pač sakraliziran Janša, pa počate, da so sakralizirani lideri. Zdrava skupina, zdrava družba, zdrava življenja bo več čas prebujala odgovornost, karizem, službe, pristojnost. In še zadnje načelo solidarnosti. Solidarnost je mislim moralna prekost, malo druga to je obveza, in po drugi strani je tudi socialno načelo. Kot socialno načelo zahteva, da institucije odnose v skupnosti ljudmi spreminjajo iz struktur greha v strukture solidarnosti. Mi smo tako globoko zvezani, zdaj v tem modernem času, v času globalizma, da ne mogoče reči, nimam jaz nič za afrikansko načelo, že je guma na vaših čevljih, ko pride imate veliko z njim. Danes je na ozemlju solidarnosti še toliko večji. Družba je prišla do velikega razsvojevanja, ampak tudi to je staro 10 let. Eden je voditelj, ki se kaj, da Slovenija na 70 leti upozoril, pokazal ene podatke, ko so raziskave, da se bogatstvo že zapira. Je rekel, danes manj revni pomagajo revni, bogati se to že zaprli. In država in družba mora razvizati neke mehanizme solidarnosti, nekateri morajo biti popolnoma informacije, recimo poplava, mora takoj država stran skočiti. Nekateri so ostalo zajamčeni, recimo sam pojem socialne države. V drugih primerih pa država najbolj pomaga, če vrši funkcijo organizatorja, spodjevalca in nadzornika solidarnosti. Kajti bistvena solidarnost bo še vedno tista, ki gre iz človeškega srca, iz naše narave, iz družbe, v tistem najširšem pomenu besede. Jaz sem vam nanizal bolj, bi rekel, močne misli o tem in onem, ki jih je vodila ta paradigma, torej pozor, nikoli ne smeš zaspati. Vsakič, ko boš ti zaspal, ko ne boš gledal okrog sebe, se bo zgodilo nekomu nekaj hudega, na koncu pa še tebi. Imaš orodja, da si buden in eno izmed takih orodij je, bi rekel, sama vera, ki te usmerja v drugega, ki te usmerja tudi v družbo, v spreminjanje družbe, v iskanje človekovega dostojanstva, zaščito človekovega dostojanstva. En takih mehanizmov ali pa pripomočkov, če hočete, je pa tudi ta družbeni nauk cerkve, ki ga obhajamo letos in upam, da tudi nocojšnji večer nas bo vse malo navdušil, da bi ga bolje poznali. Pa hvala lepa. Ste govorili o pretiranem individualizmu in ste povedali, da individualizem
začne škoditi takrat, ne, ko preseže pomen drugega. Ne, torej, ko je egoizem tako daleč, da drugega sploh ne vidiš. Ne menite, da je pa največja napaka tega individualizma, ki smo ga tako daleč danes pripeljali, da ne vidimo prvega na tistega, katerega del smo vsi. In po moje je to največja napaka in največje izhodišče seveda, če začnemo s Descartesom, ki je na nek način ločil človeka na materialni del, ne, in duhovni del je postal nepomemben, kot da ga ni. Ne. In seveda ta individualizem se ukvarja samo z materialnim danes, ne, in kot da duhovna plat in duša sploh ne obstaja. In mojem je torej to največja napaka vseh družbenih ureditev, pa začenši od vzgoje. Par pojmov je, ne, ki so v katoliškem okolju stigmatizirani. Eno je individualizem, eno liberalizem. Tukaj se recimo citat, zdaj lahko v zadnji štrki 3. dneva se najdete intervju z Brščič, se piše en politolog, deluje program tujini, Slovenec. In on tudi pravi, ne, kako je v Sloveniji od Tavčara naprej, že Tavčar je torej rekel, vzamite kamne v roke, pripravite se, liberalec sem, da pa mečete, ne, vame. Pravi, da je v katoliškem okolju sta ta pojem neopravičeno okarakterizirana kot negativna. Ne. In zato sem jaz tudi malo individualizem izpostavil, da ne bi videli v njem samo tisto, vsi smo k sebi obrnjeni, pa vsem za svoje delo, ampak da vidimo, da je individualizem bil tudi poskus osvoboditve posameznika. Oziroma ta pozitivno naboj še vedno nosili sebe. Osvoboditve posameznika izpod raznih struktur, sistemov, ki so ga pritiskali dol. Ne. In kot takšen je v obdobju, ko je potem država prišla visoko nad posameznika, ko so bili totalitarizmi prejšnjega stoletja, je individualizem pomagal preživeti. Pesmi 4 so upor, individuuma, sistemu. Je pa res, da je potem z individualizmom povezan ateizem, oziroma duhovno izpraznjenje, ki se zgodi. Ker, kak ti rečeš jaz, ali pa ko je nekako misli, torej sebe, torej, ko postaviš sebe, v sredino je nekdo drug na robu, to je jasno. In drugi nauk cerkve tu zelo vztraja, torej, tu ni noben klerikalizem, če tudi mi zelo vztrajamo, da se zdrava družba prepozna po verski svobodi. Oziroma, da se zdrava družba prepozna tudi potem, koliko dopušča to, da se razvija, tolerira, da se razvija duhovnost, duhovna plat, človeštvo, bolj enovitost človeštva. Se ne gre zdaj, da duhovnost moramo zdaj pripeljati, da razvijamo svojo tisto enovitost, ki smo. In tu še imamo mi precej za narediti zlasti v Evropi. V Ameriki je to bolj umireno. Pri nas je pa sodobna družba v glavnem zrasla kot nasprotje krščanstva. In kardinal Ratzinger, ko še bil kardinal, ko še bil papež, je to tudi razložil. Zakaj? Zakaj je evropski liberalizem, recimo, ateistični? In zakaj je evropska država tako globoko sekularna država? Ja, zato, ker je evropska država prej bila krščanska, globoko krščanska. Kardinali so vodili države, ko je trebalo. Dr. Anton Korošec, duhovnik, je vodil slovensko politiko do druge svetovne vojne, ne? Duhovnik. In je logično, da potem, če se vzpostavi neka nova država, da ona takoj, ali pa neko novo družbeno gibanje, da čuti sam sebe v nasprotju z cerkvijo. To je evropska drama, ki pa ima žal te posledice, da smo potem prišli do tega, da je duhovnost čisto zunaj. Jaz sem to doživel, kako ta refleks deluje takrat na televiziji.
na televiziji, ne, sem bil povabljen za eno gospo, zdaj glede družinskega zakonika, mene oddaja tisto dobro jutro, ne, kak zagovarjamo kaj, kak vidimo zakonsko zvezo, in seveda sem šel tja kot duhovnik, predstavnik katoličanov, pa rekla, kaj je za vas ljubezen med moškim in žensko, in potem sem, kaj še filozofira, kar prvo pogledam se tega pisma, drugo, Adam in Eva, ne, kak je tam postavljeno, tak vela. In sem rekel, ja, Božja ljubezen, torej, ko Adam, ker je duhovno bitje, ne more biti enak živalim, ne lahko enak samo drugemu človeku. To, da moški in ženska sta postavljena v raj, tudi govori o tem, da je ljubezen Božjega izvora. Kar sem rekel Božjega, tako je prekinjeno. Sem se Boga omenjal v televizijskem studiju. Kakšen teden kasneje je bil na istem studiju pod istim novinarki odele Ivo Godnič, in se navrševal iz tega, ki treba zmetati na hudo jama tiste, ki ne častijo Tita. In ta novinarka se je smejala, tista novinarka, ni ga prekinila. Mene je takoj prekinila, kar sem omenil besedo Bogu. Na svoj da novinarki, ali po slovenski televiziji, hočem povedati, kako Bog je refleks v tej naši družbi, da duhovno nima kaj tako. In da je zelo nevarno, ne? Bartolomeo Soter pravi, trije veliki strateški izzivi, se pravi, tretja pot, potem zelena demokracija in Bog. Se tudi malo pretirala, to misli Bog, kamo zdaj se tu šli. Kaj je Bog? Če ni Boga, prej vse, tudi vse ostalo, da še dobili. No in če zaključim najsvetim Viktorinom Ptujskim, za Ptuj ali pa tak, kaki rečejo, da to provincialno mesto, ne, ampak to običajno rečejo tisti, ne vem, ki za njih je tak provinca vse, kjer se končajo metropolitanski pločniki, pa prva braza potegne na juži provinca. Jaz pa pravim tak, Ptuj ima vse to, kar rabiš za duhovni in intelektualni razvoj. Vse. Ne. In sveti Viktorin Ptujski pravijo strokovnjaki, iz njegovih spisov veje, da je moral imeti na razpolago eno veliko knjižnico. Torej, v antiki je Ptuj imel eno veliko knjižnico. In če ima eno mesto knjižnico, ali v antiki, ali v sodobnem času, nikakor ni provinca. In to sem jaz tudi okusil in sem hvaležen temu mestu.